Plujemo proti obzorju, da vidimo, ali lahko ujamemo morsko hrano za $1 v primerjavi z morsko hrano za $1000. Odnesli ga bomo na ultimativni kuharski obračun, da vidimo, a je res vreden tega. In ta pustolovščina se začne prav zdaj. Dobro jutro, fantje! Danes bomo pravili enega najbolj norih izzivov preživetja doslej. Tukaj imam čisto nov nož, fantje. In zdaj bomo skočili na to tradicionalno indonezijsko ladjo in se z njo odpravili na odprto morje. 2000 metrov globine, da vidimo, ali lahko ujamemo ribo za $1 v primerjavi z ribo za $1000. Fantje, veste, tukaj imamo legendarnega kapitana, vrnil se je. Ja, stari, vsaki ste že dolgo na kanalu, veste, koliko mi ta človek tukaj pomeni. Bil je eden prvih, ki me je popeljal na nore ribe v Indoneziji, tako da danes bomo imeli nor dan, prijatelj. Hočem videti, če lahko ujamem kakšno čisto za nič ribo in kakšno res dobro ribo. Imamo nož, imamo ribiško palco, imamo potapljaško opremo, imamo čudovito vreme, prijatelj. Čas je, da gremo. V redu, bomo odrinili. Vidite, tik za mano so dobesedno vulkani, fantje. To je eden najbolj cool krajev na planetu Zemlja. Zdaj hočem videti, če lahko ujamem vsaj 5 različnih vrst, ki jih bomo kasneje poskusili nad ognjem. Imeli bomo noro dober dan in vas vzeli s sabo. Gremo, prijatelj. Fantje, ta stvar teče kot s 15 konjskimi močmi. Recimo, da ne gre ravno hitro. Je kot jaz po nočnem izhodu. Premika se počasi in nima prave oblike. Ampak, fantje, danes bo noro. Nove živali, nove vrste. Sem navdušen. Kasneje bomo imeli najboljšo pojedino doslej. Zato morate ostati z nami. Trenutno sem navdušen nad življenjem. Gremo, prijatelj! Ena izmed najbolj norih stvari, fantje, je, da sploh ni nobenega zvoka. Tako lahko vidite kapitana, gleda vse gore in vse, kar je za njim. In tako se v bistvu usmerja proti točki, kamor moramo priti. Gremo do strukture, ki je sredi oceana. Ribe, na katere bomo ciljali, so pelagične ribe. To pomeni, da dejansko sledijo oceanskim tokovom. Ne živijo na grebenu, nimajo doma ali kaj podobnega. So brezdomci, človek. Samo sledijo tokovom, sledijo plenu. Jejo. Plavajo hitro. Danes bom streljal na nekaj čudnih rib. Vem, da bom, ne vem, kako se počutim glede tega, fantje. Mislim, da bomo danes jedli nekaj čudnih, mogoče ne tako okusnih živali. Ampak to bomo pustili za kasneje. Poglejte tole zdaj, fantje. Prišli smo na sredino oceana. To je ta struktura, dobesedno narejena iz bambusa. Spustili so vrvico več kot 2 km globoko tukaj. To je noro. Vidite tiste gore tam zgoraj? Približno takšne imajo tudi pod vodo tukaj. Trenutno sem čisto brez zaščite, fantje. Pozabil sem zgornji del neoprenske obleke. Želimo začeti odkrukavati nekatere vrste. Imamo veliko puško s sabo. Kdo ve, na kaj bomo naleteli? Trenutna je globina več kot 2000 metrov, ampak jaz se počutim kot doma. Večina ljudi bi zdaj paničarila, znorela, ampak to je iskreno tisto, za kar živimo. Kdo ve, kaj je pod mano? To je dober začetek. Popolnoma sem zgrešil. Pomiri se, pomiri se. Pomiri se, prijatelj! Temu pravimo mavrični tekač, fantje. Imajo te čudovite barve tukaj. In to so verjetno ene izmed bolj pogostih rib tukaj. Verjetno to ni najslabša riba, ki jo bomo danes ujeli. In upajmo, da tudi ni najboljša. Ampak tam spodaj je še nekaj drugih vrst, ki sem jih videl. To so res edinstvene ribe, ki jih bomo morali ujeti. Poglej ga, še vedno brca človek. Pomiri se, prijatelj. Mrtva si. Verjetno lahko slišiš po mojem glasu, še vedno sem malo zdelan. Včeraj smo dobesedno potapljali na velikem koralnem grebenu. Ujeli smo led. Zdaj smo tukaj v prekleti Indoneziji in se potapljamo. In človek, to je razlog, zakaj to počnemo, fantje. Nadaljujemo, jemo samo tisto, kar ulovimo. Hotel boste videti, kaj še ulovim v tem izzivu, zato ostanite z nami. Zdaj smo pri drugi ribi, eno smo že odklukali. Poglejmo, kaj še lahko najdemo. Kapitan nas je ponovno usmeril. Oblekli se bomo in šli naravnost v vodo, fantje. Druga riba prihaja. Gremo!
To je dejansko ena najboljših rib za jest v celem oceanu. Imenujejo jo Unicorn Leather Jacket, ampak je oceanska, kar pomeni, da sledi oceanskim tokovom. Ne živijo na grebenih blizu obale ali kaj podobnega. Živijo v globokem, modrem oceanu. Prinesel jo bom na krov in ti pokazal. Tukaj zgoraj imajo tole stvar. Ne vem, čemu služi. Ne vem, če je to zato, da prestraši druge ribe, ampak recimo, da jim to ne uspeva najbolje. To je res šibko, stari, poglej to. Uboga stvar. Zdaj ti bom pokazal nekaj res kul. Hitro, z razlogom jim pravijo usnjena jakna očitno. Poglej to, vidiš to kožo tukaj? Lahko jo dobesedno primeš. Ta stvar me je celega polulala. Lahko jim olupiš vso kožo in vse podobno. Poglej to, dobesedno se samo sname. In potem je spodaj samo meso. To jih naredi tako dobre. Te stvari so v oceanu tako lene. Videli ste, komaj se premikajo, zato jih je tako lepo jest. So kot debel otrok morja, to so oni. Ampak jih še vedno imamo radi, stari. Fantje, to sta dve vrsti, ki smo jo do zdaj že odklukali, stari. Počasi jih premagujemo, fantje, ampak ko bo ta izziv šel naprej, bomo morali začeti ciljati na res grozne vrste. Nekatere, ki jih verjetno sploh ne želim jesti, ampak jih bomo kasneje vseeno poskusili. Zavezal si bom oči in poskusil, da vidim, ali so te dobre ribe res toliko boljše od vseh teh slabih rib tukaj. Ste pravkar videli tam spodaj, prišle so nekatere mahi ribe. Fantje, to so ene najboljših rib, ki jih lahko tukaj dobite. Torej, kar bomo naredili je, da ima kapitan dejansko majhne skuše, tiste, ki jih uporabljamo kot vabo za ribolov. Začeli bomo metati te stvari naokoli in upamo, da bo ena od mahi rib prišla in jo uporabila skoraj kot nekakšno vrženo vabo za privabljanje. To bomo naredili. Ko jo vržemo, bo zadela površino, ustvarila vznemirjenje in seveda vonj ter vse ostalo. In samo upamo, da bodo te mahi ribe prišle. To mi bo omogočilo, da se približam s puško in upajmo, da bomo lahko zadeli tuna. Kakorkoli, to je načrt. Poglejmo, če bo uspelo. Gremo. Kapitan mi zdaj daje to skušo. Gremo. Poglejte barve na tej ribi, poglejte jo. Je kot pikasta, o moj bog. Prav spravimo jo na čoln. To bo ena najbolj norih rib, kar sem jih videl. Wow. Prav, fantje, imamo to majhno tukaj. Navajen sem starih in majhnih stvari, ampak ta je res ultra majhna, fantje. Ampak tej ribi v resnici rečemo riba sprožilec. In verjetno velja za eno najslabših rib za jesti tukaj. Nihče od fantov jih zares ne lovi, fantje. In jedo meduze in vse ostalo. Večinoma samo plavajo skozi ocean. To je tisto, kar ti fantje jedo. So kot mrhovinarji oceana in jih ne štejejo za dobro hrano. Ampak kasneje bomo poskusili na slepo in bomo videli, ali je tako dobra kot nekatere druge ribe, ki jih bomo danes ujeli. Nimam pojma, kakšen bo okus te ribe, ampak tukaj sem zaradi tega. Navdušen sem. To je bistvo vsega. Preizkušati nove stvari, živeti na polno in uživati. Zdaj se odpravljamo na povsem novo lokacijo. Hočemo videti, če lahko ujamemo še nekaj rib, fantje. Potrebujemo nekaj dobrega ulova. In želimo videti, če lahko ujamemo kakšno res edinstveno vrsto. Eno imamo tukaj. Mislim, da še nikoli v življenju nisem jedel te vrste. To bomo dali v škatlo, ne bo težko spraviti tja noter. Toliko ti lahko povem. 3 že imamo, še 2 moramo dobiti. Fantje, od zdaj naprej nimam pojma, kaj bomo lovili. Ne vem, ali bomo dobili dobre ali slabe stvari, ampak upam, da bomo dobili kaj okusnega. Idealno vreme, poglej to, človek. Res nam je naklonjeno, vzdušje je pravo. V redu, pravkar smo se zapeljali daleč ob obali, fantje. Imamo povsem novo točko, tik pred nami. Voda je dobesedno kot steklo. Poglejte to. Neverjetne razmere so. Še neki rib moramo ujeti, fantje, preden bomo kasneje pripravili ultimativno pojedino. Gremo nazaj v vodo.
O, pravkar sem nekaj videl, mogoče si domišljam. Poznate tisti občutek? Stavim, da ga imate tudi vi. Vsi ribiči tam zunaj. Vsakdo, kot da ti začne glava nagajati. Začneš gledati svojo palico, misliš, da riba prijema, ali pa začneš videti ribe v vodi in podobne stvari. To se dogaja meni prav zdaj, ker sem kot majhen otrok in sem tako navdušen. Prav, gremo. Kaj je mrtva žuželka? Kot mrtva žuželka. Mislim, da še nihče ni našel križišča sredi oceana. Poglejte tja, fantje, to je tisto, čemur pravimo trojni rep. Razlog je očiten, ker izgleda, kot da imajo 3 različne repe. Lahko vidite prav tam. To je dejansko ena najboljših rib za jest v oceanu. Tako da, prav zdaj sem navdušen, to je verjetno največja, ki sem jo kdaj ustrelil te vrste. Ta riba ima te stvari, ki jim pravimo škržni prašniki. Zdaj lahko vidite njeno glavo, prav tam, samo potegnete nazaj, tam, kjer so njene škrge. Vidite, da ima kot rezila na svojem obrazu. Vidite to tam? Če vaš prst ali kaj podobnega pride blizu tega, vas bo dobesedno prerezalo. Ta riba je v bistvu narejena tako, da je trpežna. Človek v nekaterih delih sveta je zelo vredna. Tako sem vesel. Gremo. Imamo še eno vrsta, prijatelj. Samo še nekaj jih je. Gremo. Samo hočemo odrezati tega bahija, fantje. Očitno je to riba ali nekaj takega. Ujel sem jo in se je zapletla. Poglejte barve na njej. Zdi se precej sveža. Ne vem, morda je stara kakšen dan ali nekaj takega. V redu, mislim, da je kapitan rekel, da jo želi pojesti. Dobro jutro! Dobro jutro! Fanči, ne vem, ali to štejemo kot zadnjo ribo, ker smo dobesedno ujeli mahija z golimi rokami. Bila je zavita. Verjetno jo je nekdo drug ujel že prej danes zjutraj, potem pa smo prišli do njih in jo pobrali. O moj bog, fantje, poglejte tole tam. Ta mahi. Iskreno ne morem verjeti. To stvar sem pravkar pobral z te strukture tik za menoj. Ne vem, ali bomo to šteli ali ne, ampak ujel sem jo, fantje, prekleto ujel sem jo z rokami. Videli ste, da sem jo prerezal in osvobodil. Torej, tole tukaj je v resnici zelo sveže. Tako lahko ugotovimo, ali je riba sveža, pogledaš njene škrge in če so lepo rožnate barve, potem veš, da je sveža. Ko začnejo potemneti, pomeni, da se stara. Pogledaš tudi oko, da je še vedno jasno, to so dejansko ene najbolj okusnih živali v celem oceanu. In pravkar smo nekomu ukradli ulov. To je moj ulov. Torej, uspelo nama je, človek. Imamo 5 različnih vrst, od tako rekoč manj vrednih rib, pa vse do nekaterih najbolj okusnih rib, fantje. Kar bomo naredili zdaj je, da jih bomo poslali na kopno. Imeli bomo eno najbolj norih kuhanj ob sončnem zahodu, fantje. Vsako od teh rib bomo poskusili z zavezanimi očmi, da vidimo, ali so te dobre ribe, kot sta mahi in tripletail, res boljše od tistih manj vrednih rib, ki smo jih ujeli, kot je tista prekleti triggerfish, ki je približno tako velika kot moja. Samo malo bomo zapeljali na to plažo tukaj. Izgleda tako lepo. Kako so črne peščene plaže. Tako nenavadno. Razlog, da je črn pesek, fantje, bla bla, vse je vulkanski pesek. Prihaja iz velikih vulkanov tam zgorej. Skoči dol. V redu, tukaj je noro. Na tej plaži bomo pripravili noro pojedino. Imamo vse različne vrste, prijatelj. Tukaj imamo kapitana. Brate, poglej ga, že je začel delati. Kaj bomo naredili? Tukaj ogenj. Tukaj ogenj, ja, v redu? Vidite, trenutno imamo tukaj celo kup kamenja. Samo razširili bomo to jamo. Kapitan jo je že začel graditi. Noge mi trenutno pečejo na tej plaži s črnim peskom. Obljubam vam, fantje, ne plešem step. Samo tako vroče je tukaj zunaj trenutno.
V redu, zdaj bomo na ogenj dali nekaj majhnih vejic. Vidite lahko tam, vse te velike smo prihranili. Te bomo nasekali malo kasneje. Imamo malega pomočnika, ki je prišel sem dol. Pridi sem. Tukaj imamo kapitanovega sina. Hej, Buckles! Juhu! Pomagal nam bo zakuriti ogenj. Prav tako bo prišel na kosilo z nami. Prava legenda. Vidiš tukaj? Tukaj tole moraš dati na ogenj. Tukaj, dej postavi to na ogenj. Dobro opravljeno. Kapitan pobira vse stvari. Si dobil? Imaš svoj les? Ja, prijatelj. Dej svojega na ogenj. Dej ga na ogenj! Ne udari se po glavi z njim. Dej na ogenj! Ja, dobro opravljeno. Kar se tiče Indonezije, vedno naredijo na en način. Kapitan vedno prinese bencin. Poglej tole. Wow! Ne vem, kako dobro je to za nas, da to vdihavamo in jemo, ampak imamo bencin na ognju, fantje. Bencin iz motorja. Bencin iz motorja. V redu, fantje, zdaj smo na robu vode. Tukaj imamo naš ogromen nož. Poglejte, kako hud je ta nož. To je dobesedno nož offshore tales po meri. Sporočite mi v komentarjih, če želite, da jih v prihodnosti prodajam. Ima ročaj iz školjke morskega ušesa. Res je kul človek. Ampak zdaj bomo očistili vse ribe, ki smo jih danes ulovili. Imamo nekaj najbolj okusnih rib v oceanu in tudi nekaj najbolj zanič rib v oceanu. Zdaj bom rezal pod kotom, takole. Tako, prav tam. To je praktično vse njegovo meso. Vidite, to je vse njegova glava in drobovina. Tega nočemo. Poglej meso, stari. Dobesedno je videti rumeno. In mislim, da zato naj bi te stvari imele slab okus. Torej, tega damo na stran, to je očitno najslabša riba. Imamo kar nekaj dobrih rib. Vseh teh ne bomo mogli dati na ogenj. Torej, kar bom naredil tukaj je, da bom od vsake od teh rib odrezal kos. Naslednja je verjetno Rainbow Runner. Torej, poskusili bomo s to. Vse to, fantje, bo šlo kapetanu in njegovi družini. To je mahi. Verjetno tretja najboljša riba za jesti, če gledamo samo meso. Fantje, od te bi verjetno dobil zastrupitev s hrano, če sem iskren z vami. Kdo ve, koliko časa je bila pod vodo? Človek, ta nož je tako oster. Ampak poglej to, tukaj imamo kos mesa, to je seveda usnjarka, samo primemo jo tako in ji preprosto olupimo kožo naravnost z obraza. Poglej to. Vse to odstranimo. Zdaj, fantje, tile triple taili tukaj so ene najboljših rib za jest v oceanu. Teh sploh ne moš kupiti v trgovini, ker so dobesedno pelagične ribe, plavajo po celem oceanu. Torej, fantje, teh živali ne morejo komercialno loviti, vsaj mislim tako. Je res trda, povem vam, tukaj imamo zbirko vseh naših rib. Oprali jih bomo, tako jih bomo dali na ogenj, tukaj imamo pripravljen žar za ribe. Tako jih bomo dali gor, začeli bomo z najslabšo ribo. Dalje bomo sem. Potem imamo mahija, tega bomo dali gor. Rainbow Runner. Triggerfish. In končno, fantje, tukaj imamo triple tail. Bili smo v 2000 metrih globoke vode in smo samo plavali dol. Nikoli ne veš, kaj boš našel. In nekateri od teh živali tukaj, fantje, so res super čudne vrste, ki živijo v oceanu. Tukaj spodaj imamo kapitana, ki kuha, fantje. Katero mislite, da je najboljša za jesti med vsemi temi? Misliš, da je ta? Ja. Katera se ti zdi naslednja najboljša? Ta. Jo. In ta. Potem še ta. Ta. In ta zadnji. Misliš, da je mahi najslabši? Ja, misliš, ona je imela. Tu boš ma. Najslabši. Ja. V redu, fantje, v tem je bistvo. Družina je tukaj spodaj, imamo domačine. Počakali bomo, da se to skuha. Ko bo to končano, mi boste vsak svojega dali in ga bom poskusil in povedal vam bom, kateri se mi zdi najboljši. Prav? Nekatere od teh rib tukaj lahko v nekaterih delih sveta prodajo tudi za $100 na kilogram. Torej, če naredite izračun, imate 10 kilogramov rib, to je skoraj $1000, fantje. Seveda nobena od rib, ki smo jih danes vejeli, ni bila 10 kilogramov, ampak če bi dobili nekaj takšnih rib, kot so te triple tail ribe, sem jih verjetno nekaj videl tam spodaj, če bi ustrelil 4 ali 5 takih rib, bi bilo to verjetno vredno nekaj $100, fantje. Res je noro, koliko so v različnih delih sveta pripravljeni plačati za te ribe. Ribe se kuhajo že kakšnih 20 minut in videti je, da so skoraj gotove. Zgleda neverjetno, človek, poglej si to. O moj bog, vse ribe imamo kar pred sabo. Zdaj se bom zavezal z rutko čez oči in poskusil vsako od teh rib, da vidim, ali lahko uganem, kako si sledijo od najslabše do najboljše. Zavezal si bom oči. Trenutno ne vidim ničesar. Od ene ribe, ja, malo mesa. Ja. Ja. V redu. Mahi. Povohaj, smrdi. To je zagotovo mahi, ker je bil pod morjem in nima pravega vonja. 100% je to mahi.
Jaz bom izbral Rainbow Runnerja. Je ali Rainbow Runner ali pa sprožilka. Tista, Stow, Triple Tail. Definitivno Triple Tail. Tista je tako dobra. Tista, karkoli že je zelo dobra. Tista je tudi zelo dobra Unicorn Leather Jacket. Tista je 100% najslabša. Je nekako kisla. To je 100% sprožilka. Sprožilka, 100%. Iskreno, fantje, razumete, da je bila zadnja res kisla, stari. Razumem, zakaj ni vredna nič denarja. Fantje, to je bila ena najbolj norih dogodivščin doslej. Jaz in kapitan, vedno pazi name, fantje. Iskreno zaradi tega to počnemo. Se vidimo na naslednji divji dogodivščini. Pošiljamo vam veliko ljubezni.